wonderful when you are part of the kingdom that never trembles. Čudovito je, ko si del Božjega kraljestva, ki se nikoli ne potrese. Wonderful when you're part of a kingdom that has the King of Kings and Lord of Lords. Čudovito je biti del kraljestva, ki ima Gospoda nad gospodi in kralja nad kralji. It is wonderful to belong to the Lord of hosts that has all the power in heaven and earth. Čudovito je pripadati Gospodu nad vojskami, ki ima vso moč v nebesih in na zemlji. It is wonderful to belong to a Father, loving Father that gave His only begotten Son to give us life. Čudovito je pripadati nebeškemu očetu, ki je dal svojega edinorojenega sina. Molim vas, pravi, ker sem prosila Gospoda, da mi nekoga pošlje na današnji dan in da me ozdravi. Sem rekla, gospa, imate kakšne posebne? Ja, prav ena gospa tukaj iz oddelka me je 3-krat že vrgla na tla in me hotela zasušiti, dejansko jo je, ne? Molila sem in za to gospo, pač ker je bila dotična, ki je to počela, res da je delala iz tega, ker ni vedela najbrž, kar počne. Ona pa bila hvaležna, da sem za njo molila in ker je doživela to. Jaz sem povem, res sem šla napolnjena, še bolj, kot da sem not prišla, ampak Gospod je skozi govoril, ne, Ana, še naprej. Drigo, haleluja, poglejte ga misionarja, haleluja. In misionarko. Zdaj jim rihtamo vizo, si predstavljate? Človek odvetnik pustil svojo službo in zdaj bo ta sem prišla delati z mladimi. A ni to noro? Hočete prijeti med nas v krščanski center. Dajmo en aplavz. Rodrigo, Diana, tell the people what's in your heart. Yeah. Why you decide to come. Yeah. What is your passion? First of all, it's a pleasure to stay here tonight. Res je užitek biti z vami ta večer. We pray so much for this night. Zelo veliko sva molila za ta čas. The last time we stayed here is last year. Nazadnje so bila tukaj prejšnje leto. Yeah, just when we decided to go to vacations. And Ko sva se odločila, da pridava na počitnice. and we decided to give our vacations to serve in missions. In sva se odločila, da bo preživela svoje počitnice tako, da bo služila v misiji. And we come to because we heard about the missionaries, Brazilian missionaries here is Sarah, Abimael, In Abner, and slišala Samara. sva za brazilske misionarje, Abimaela, Saro, Samaro in Abnerja. We heard about them and we think, why not? Why do we In sva just, rekla, zakaj ne? why don't we just go and serve with them? Zakaj ne bi še midva šla tja služiti? And we come. And the second part, I would try Diane gets the second part. In drug del bom Diani pustil. And dober večer. Buenas noches. I'm trying to learn a few words, but yeah. Anything is Bom Slovenian. govorila raje po angleš, da se nov pastor zlomil jezika v španščini. So after we had been here in Ljubljana in the last year, Potem, ko so bila tukaj v Ljubljani prejšnje leto, we go back to Brazil and we start to think so much about Slovenia. sva se vrnila nazaj v Brazilijo in sva ogromno razmišljala o Sloveniji. Because since we married, God told us one day He will call us to be a missionary as a full time. Ker Bog nama je govoril, odkar sva poročena, da bova nekega dne stopila v polnočasno misijo. But at that time, we don't know when and or where. Ampak nisva niti vedela, kdaj, niti kam. And after we come here, God spoke with us and said, that's the land, that's the field. In potem, ko sva prišla sem, je Bog govoril, to je dežela, to je vajino polje. And then In potem we started to pray sva začela moliti and pray In and mol, pray in mol, and pray in for mol. this nation. za ta narod. Before we come, we just think, oh, it's not to be just emotion, but really you need to know. Zato, ker nisva hotela sem priti samo emocionalno, ampak sva res hotela vedeti, da naj jo Bog poklical sem. And we wait for the answer from God. In sva čakala Božji odgovor za to.
And God gave us the Bible verse in Isaiah. In Bog nama je govoril iz Izaije He told us He would do something new in our lives. in je rekel, da bo naredil nekaj novega v najnem življenju. And then we just think and all the time in Slovenia, In Slovenia, potem nama je skozi Slovenia. govoril Slovenija, Slovenija, Slovenija. And in our church, we invite a preaching. He's come, In en gostujoči pridigar v naši cerkvi, ki je prišel, but they don't know us. naj jo sploh ni poznal. And he preached this night. In je tisti večer pridigal pri And nas. the presence of the Holy Spirit is really strong that night. In prisotnost Svetega Duha je bila res močna tisti večer. He come with us and told us, In on je prišel in nama je rekel, God confirm your calling for Slovenia. Bog mi potrjuje, da morate iti v Slovenijo. Just now you need to prepare it before it go. Ampak najprej se pripravita, preden gresta. And we thank all God. Now we In- are 100% sure In about sem this. rekel, Bog, zdaj smo pa 100% sigurna. And God showed us the way, In Bog nama je pokazal pot and we quit our jobs, in sva pustila svoje službe. and God showed us about the missionary agency called OM, Operation In Mobilization. Bog nama je pokazal eno organizacijo Operation Mobilization. And we had been there since January until In July. sva od januarja do julija bila tam. Studying training is a training course, mission In v training. bistvu je trening za misijo. And now we are here In in zdaj smo Slovenia. tukaj v Sloveniji. We are here just to say the next year we become here and we would In- like to serve this church. Planirava drug let prijeti sem in služiti vam v tej cerkvi z vami. That's our deep desire, but that's not human desire. We truly believe God. To je najna želja, ampak to ni človeška želja, ampak res trdno verujeva, da je Bog to dal. God make this desire in our hearts. So To željo je položil v najna srca. And also, church, you need to listen this. God have plans for this nation. In poslušajte cerkev, Bog ima načrt za ta narod. God have plans for this nation. Bog ima načrt za We ta are narod. 100% about this, but 100% sva sigurna. because He calling us in the north of Brazil to come Ker here naj jo je iz severa Brazilije sem poklical, and help the church to reach da, people. da pomagava te cerkvi, da dosežemo ljudi. We are here to serve with you. Midva sva tukaj, da skupaj z vami služba. We come here to serve with you and also with the Brazilians. In skupaj služba z vami in z drugimi misionarji iz Brazilije. And we stay here to learn with you In se hočeva skupaj z vami učiti and also help you in anything is necessary. in vam pomagati, karkoli treba. Halleluja! Gloria a Deus! Come on, pastor, come on. Pastor, un sposa. Halleluja. To je pa njegov oče. On je pastor ene take, pač bolj majhne cerkve, tako kot naša, okoli 500 ljudi. To je v bistvu nekje na našem nivoju trenutno. Tako da, pastor, tu orar por Slovenia und Ecclesia. Abimael, you want to translate? You translate English, I'll translate. Boa Oh, noite. you want to say something? Yeah. Estamos muito felizes. Dobro večer. We're very happy Estamos Ful muito sva felizes vesela. de estar aqui nesta noite. for being here tonight. Da smo lahko tukaj nocoj. Estamos sentindo a presença do Senhor neste lugar. And we feel the presence of the Lord in this In place. lahko čutimo Božjo prisotnost tukaj na tem mestu. Estamos felizes com tudo que Deus está fazendo nesta nação. And happy with all that God is doing in this nation. In sem zelo vesel, ker Bog dela v tem narodu. Eu já tive o prazer de conversar um pouquinho com o pastor Klemer. I had the privilege to spend some time talking to Pastor Clement. In imela so prilegi, da sva malo časa že govorila s pastorom Klemnom. E disse a ele que na nossa igreja lá no Brasil, And I tell him in our church in Brazil, In sem mu povedal, da naša cerkev v Braziliji está hasteada uma bandeira da Eslovênia. there is a flag of Slovenia in imajo our church. zastavo Slovenije nad vsem drugim zastavom v naši cerkvi.
E nós estamos orando pela Eslovênia. And we've been praying for In Slovenia. smo molimo za Slovenijo. E nós vamos levando as boas notícias aqui da Eslovênia. We're going to take back to Brazil good news from In bomo Slovenia. nesli s sabo dobre novice nazaj v Brazilijo. E que Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas nesta nação. Sure that God is going to do great things in the nation. In smo prepričani, da bo Bog naredil velike stvari v tem narodu. O Rodrigo vai estar aqui com vocês. E Dai. Rodrigo and Diane will be here with you. Rodrigo in Diana bosta ostala z vami. E nós vamos estar orando por eles e por todos vocês. And we'll be praying for them and for all of Mi you. bomo pa molili zdaljave za njiju in za vas. Vamos orar. Let's pray. Dajmo moliti. Ó Deus maravilhoso, Oh God Almighty, Hvala te ti, damos Bog graças, čudežev. Senhor. we give thanks to you. Te damos Zahvaljujemo se ti. te louvamos, Senhor, We praise you. Slavimo te. porque queremos que tu estás aqui neste lugar. We believe you are here. Verjamemo, da si ti na tem mestu. Abençoa todos os teus filhos que estão aqui nesta noite. May your blessing cover all of your children that are here tonight. Ti Jaz te- blagoslovi in pokri vse tvoje otroke na tem mestu. Que esta igreja And may this church Naj bo ta cerkev continue, Senhor, sendo abençoada. keep being blessed. še naprej blagoslovljena. Abençoa o pastor Clemer, Bless Pastor Clement, Blagoslov esposa, pastorja his wife, Klemena, sua njegovo família, ženo his family, seus In companheiros, his work co-worker, in vse delavce tukaj. cada membro desta igreja, and every member of this church, Ne vsak član te cerkve, cada cooperador desta igreja. and everyone that cooperate with this church. vsi sodelujejo v tej cerkvi E que o teu nome seja glorificado, Senhor. And may your name be glorified. z namenom, da se tvoje ime proslavi. Que muitas pessoas possam conhecer que tu és o Deus e Salvador do mundo. And may people know, many people know that you're God and true God and Savior of the world. In naj ljudje spoznajo, da si ti resnični Bog in rešitelj. Nós abençoamos todas as famílias desta igreja e daqui da Eslovênia. We bless all the families of this church and all the Blagoslavljamo families of vse Slovenia. družine v tej cerkvi. E que em tudo o teu nome seja And glorificado, may your name Senhor. be glorified in everything they do here. Naj bo Bog proslavljen čez vse, kar se dogaja v tej cerkvi. Te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. We praise you, we glorify you in the name of Jesus. Slavimo te in poveličujemo v mogočno imenu Jezus. Amém. Amen. 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 Haleluja. O, haleluja. Za letošnje leto, kaj ima Bog v planu oziroma naslednje leto. Ja, tako sem gospoda prosila, če kaj namigne, kaj bo delal, kaj dela s svojo cerkvijo, to smo mi, ne z nami. In tako mi je par stvari pokazal, da bo svojo cerkev še bolj začel trest in jo bo še bolj tresel, ker on prihaja po svojo nevesto in hoče, da je čista in brez madeža. In nas bo tresel in tresel, dokler ne bo vse odpadlo, kar ni Bog zgradil, dokler ne bomo samo mi in Gospod. In jo bo tresel. In druga stvar mi je tako pokazal, da bo prišlo veliko mladih ljudi v cerkev. Veliko mladih ljudi. Amen. In nas tako nagovarja, ne jih resnično peljemo k križu, ne jih vzgajamo v tem duhu poslušnosti in ponižnosti in ne jih opozarjamo. Ne jih opozarjamo, da ne bi padli v samo zunanjo pobožnost, to površno pobožnost. In če Gospod pravi, ne opozarjamo, je dobro opozarjati sebe in druge. In zraven pa malo o rasti cerkve mi je tako govoril, ker je Klemen tudi veliko pridigal. Rast cerkve pospešuje naša popolna predanost Bogu in skrb za brate, ljubezen med nami. Bolj bomo mi predani Bogu, bolj bo svet videl, da je Kristus v nas in ljudje bodo sami prišli. In ko bodo prišli, pa rabimo skrbeti za njih, ljubezen. To je, kar je Gospod mi malo namignil zase in za cerkev. Hvala ti, Nataša. Haleluja. Slava Jezus. Še bo ta čujo. Ne vem, če poznate to čudovito gospo iz Vranskega. Iz South Dakota.
last night I couldn't sleep, and the Lord was speaking to me and Včeraj touched my zvečer heart. nisem mogla spati in mi je Bog govoril in se je dotaknil mojega srca. And he just began to show me that this next In mi je year začel kazati, da to will be naslednje leto such an outpouring bo of His takšno love mogočno izlitje Božje ljubezni, that everything will da change se bo vse spremenilo from His love. z njegovo ljubeznijo. One is Psalm 67. In dobila sem par poglavij iz Svetega pisma, ene Psalm 67, That your name would be praised among kjer the govori, da nations. naj se njegovo ime proslavlja Let med the people narodi. praise you, let the Naj nations te ljudje praise slavijo, you, naj Lord te God. narodi slavijo, Gospod. That your name would Naj be bo known. tvoje ime Hallelujah. slavno. And then he was giving me Psalms 37 about inheriting the land. In potem mi je dal še en citat o tem, kako bomo podedovali deželo. Hallelujah. And all the way through Psalms 37, 4 times it talks In about potem še inheriting parkrat the land. psalm, ki govori o tem, kako bomo podedovali deželo. Don't worry about the wicked. Ne te ne skrbijo zlobni, Rejoice in the Lord. ampak se Hallelujah. razveseljuj v Gospodu. Even if the wicked are prosperous, Tudi če zlobni prosperirajo, says, don't worry about that. Ne They'll pass skrbeti za away to. like the grass that oni dries bojo up and minili tako kot fades. trava, ki Hallelujah. pride in mine. But those who wait on the Lord, Ampak ti, ki čakajo na Gospoda, who trust in Him, ki zaupajo v they'll njega, inherit the land. oni bodo podedovali Blessed deželo. are the meek, Blagor they krotkim, will ker inherit the oni land. bodo podedovali Hallelujah. deželo. And the Lord put in my heart that He's going In- to take down pride, Bog mi je dal na srce, da bo on zrušil ponos, because the pride can never inherit the ker nation. ponos nikoli ne bo podedoval Because dežele. the pride to take the glory on themselves. Ker ponos vzame Look what slavo we zase. did. Poglej, kaj smo mi naredili. But the meek Krotki say, look what God pa did. rečejo, glej, kaj je Bog Look how naredil. big He is. Glej, koliko je Look Bog how velik. awesome He Glej, is. koliko je Bog Hallelujah. mogočen. And so I believe that Tako da verjamem we're going to to, see like a da bomo liquid river videli of love tekočo reko released Božje in this ljubezni, place into ki our bo hearts, povečana v naših overflowing. srcih, ki bo Such a prekipevala revelation of s the love takšnim of God razodetjem Božje that our ljubezni, lives da bojo will naša not be the življenja same. ne bojo več Hallelujah. ista. Thank you, Lord. And Father, Hallelujah. right Hvala now, ti, in the name Jezus. of Prav Jesus, zdaj. I would just release that on your Sproščam to body, na that tvoje telo, your love will da- come da Gospod even tvoja in ljubezen deeper pride measures, in še na greater ways, bolj Lord, globok that you način, will na večji manifest način, from da heaven boš ti the manifestiral iz pure nebes love of God živo, that čisto destroys Božjo ljubezen, ki darkness, uničuje that temo, removes trials, ki that uničuje lightens temo, the load in the name of Jesus. ki Hallelujah. olajša breme That v we be imenu lifted Jezusa, up in your da presence. smo dvignjeni v tvoji Hallelujah. And prisotnosti you will be seen. in boš ti viden. Hallelujah. In Jesus' name. Haleluja, v imenu Jezusa. Amen. Dajmo eno prosim Jezus. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ne dati na steno, ko v slovenščini dober pot. Izaija 45:11 v originalu, v hebrejščini piše: sprašuj me za prihodnost in naroči mi delo mojih rok. In to je zanimivo, ta citat sem dobil na molitvi v petek. Jaz ne vem, če ste opazili, ampak vsako leto iščem Boga, kaj govori za naslednje leto in pol gledam, surfam po internetu, gledam te pridigarje, ki jih spoštujem, preroke in ki vem, da imajo dobro zgodovino in so natančni in ful študiram, kaj Bog hoče, zakaj? Zato, ker cerkev mi se moramo gibati v isti smeri kot Bog, a je tako? A imam prav? A je tako, da lahko se v napačni smeri gibaš? Vse prav delaš. Poglej si to, kaj je Žiga danes govoril, farizej, vse so prav delali. Vse, haleluja, vse je rekel, vse prav delate. Saj nekaj vam fali, haleluja, je tako. In faliti, če se v napačni smeri gibaš. Če misliš, da prihajajo ful težki časi, da bo če dalje manj ljudi. Enega ful dobrega evangelista sem poslušal, njegova beseda za 2019 je bila, ful imam besedo, resnično besedo za vas, drug let, eni od vas več noti v cerkvi, cerkev bo še manj ljudi, k letos, še večja kriza, bla, 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 bla. Pa kaj s tem človekom? Ta je bil ful pozitiven, ful se je dogajal, zgleda, da mu je nekdo na žul stopil, kaj s vem? Razumeš, da lahko od milosti odpadaš? To je najhujše, kar se ti lahko zgodi.
In kdo odpade od milosti cerkvi? Človek, ki se drži ful zakona. Zato rešitev je, da si krotek. Amen? Dobra beseda, Nataša. Bod krotek, haleluja. Vse daj za Jezusa. Amen? Ti moraš zgubiti svoje življenje, da ga najdeš v Jezusu. Amen? Ti ne moreš biti pravičen s svojo močjo. Ti ne moreš Jezusu slediti svojim umom, svojo napuhlostjo, svojim egoizmom, svojim ponosom. Gledaš nase, bližaš se Bogu. In zdaj, jaz se spomnim, ne vem, a je kdo od vas nehal kaditi? A je kdo od vas, da si kadil, pa si nehal kaditi? Koliko sem bil, jaz sem rekel, kam pa kaditi nehal, pa bom pa res pravi apostol. In sem mislil, sam še to mi fali, pa bom popoln. In pol, ko mi je Bog v svobodo kajenja, sem bil še vedno isto zvezan kot prej. Zato, ker sem skozi vse razmišljal. Razumeš, rešitev je Jezus, ne jaz, haleluja. Amen. Rešitev je za zgubim svoje življenje. In glavno, bom prebral priroške besede, ampak najprej bi vam rad govoril, kaj mi je Bog govoril v petek na molitvi tukaj. In smo ga slavili približno, ne vem, 1 uro 15, malo sem zgubil feeling za čas, ampak meni se je zdel predolg. Jaz sem hotel moliti. Jaz sem hotel, Bog, dajmo kaj moliti, kva se slavimo. In se mi zdel malo škoda časa. In kdo ve, da to je ful napačno razmišljanje. Če misliš, da zgubljaš čas, ker služiš Boga, ful narobe razmišljaš. To ti je lahko jasno kar takoj. Amen. Tudi če si ful z velikim seznamom prišel, pa še v prvo točko nisi, nič ne skrb, haleluja. Amen. Menče, da žena shopping listo in pa prijem v štacuno in uno listo pogledam, nič mi ni jasno, pa na katerem regalu je to. Zakaj mi ne napiše, tako ko jaz v štacuno stopam, da mi po vrsti napiše, na levi je to, pol je ta izdelek. Zakaj mi po vrsti ne napiše, da jaz sam hodam, vzamem kljuca. Tako pa en izdelek iščem, ne vem več, kje je drug. Ampak pri Bogu ni tako v cerkvu. Pri Bogu tudi, če imaš full shopping listo, ko priješ v njegovo prisotnost, pa ga slaviš, bo on použil tvojo shopping listo, razumeš? Pozab na njo. Amen? To ni rešitev. Rešitev je, da se zgubiš v njegove prisotnosti. In smo ga slavili full, sem nekako tako razmišljal. In pol sem razmišljal, mogoče pa narobe, da full prosim Boga skozi za vsak let naj nam pokaže. Lahko bi kdo rekel, ja, vsak let full neke velike stvari govorite, pa se itak nič ne zgodi. A je tako? Vsak let bo leto predorov, vsak let bo leto žetve. A je tako? Full. In pa sem poslušal prirošk, kaj nam je Bog govoril leta 2010, 2011, 2017 in vse vmes. In sem rekel, Maja, mogoče vse to brez veze. Sploh nočem sploh to delati, če ni Božja volja. In cerkev med slavljenjem, namesto da bi molil, ker sem sam slavil, bi imel se še nekaj trudo moliti. Jaz pa nisem mogel, jaz sem kar slavil. In pol med slavljenjem mi pa Bog govori iz Izaije 45:11, sprašujte me za prihodnje stvari. Haleluja. Bog hoče, da ga sprašujemo, kakšen je njegov plan za 2019 cerkev. Amen? Ne poslušati pesimističnih pridigarjev, ki prezirajo preroštva. Apostol Pavel je rekel Timoteju, ne prezirati prerok, ampak preko njih bojuj dober boj vere. Aha, dober prevod. Vprašajte me za to, kar ima priti. Amen? Vprašaj Boga. Bog, kaj se mora zgoditi v mojem življenju v 2019? Kaj se mora zgoditi v moji cerkvi? Kaj se mora zgoditi v mojem narodu? Amen? Sprašuj ga, ker če ne veš, kako boš pol izpolnil, kar on hoče, če niti ne veš, kaj hoče. A je tako? Amen? Danes nema, me poslušate sploh, haleluja. Ste tle? Janez, a lahko priješ tle bliže, ker tam si čist, sploh ne vem, Nikola, pridite videti oba, kdorkoli hoče od spred sedeti, naj se za steber skrije, haleluja. Izvolite, hvala vam, dajmo ima ena plavka, sta ful pogumna, haleluja. Hvala ti. Evo, promocija pride od zgoraj, haleluja, pa oba imate podobne frizure, haleluja. Čudovito sta za prvo vrsto, haleluja. Haleluja, evo, bratska ljubezen začela teč, kemija v cvetega duha. Haleluja, cerkev, in če mi hočemo se gibati v pravi smeri, moramo spraševati Boga, kakšen je njegov načrt. A se me dobro sliši tam odzad? A dam bolj potiho? Je glih prav? Ok. Haleluja. Ne, mislil sem, da me ne slišite nič. Ampak zdaj vidim, da je v redu, da mikrofon dela, haleluja, to je dobro. Ok, in pol sem stal
In sem rekel, ok, to je super. Hvala Bogu, da hoče, da ga sprašujemo. Ker malo sem bil zaskrbljen, da nisem postal religiozen preveč, ker nekaj vsak let delam. Pa sem rekel, ne, prav imam, haleluja. Treba ga iskati, treba je njegove. In pol me je spomnil iz Jeremije 33:3, išči me, sprašujte in pokazati bom velike nedoumljive stvari, haleluja. In pol prav v Novi zavezi, nekje prav to, kar še ni oko videlo, kar še uho ni slišalo, kar še ni prišlo v srce človeka, to hoče Bog tebe razodeti, haleluja. Razumeš? Bog hoče tazga Nikolo ustvariti v 2019, ki je svet še ni videl. Večjega, kot Nikola Tesla. Razumete? Haleluja. In še eno stavno, zanimivo, ona je rekla, ko vsak let tudi išče Boga, je rekla, da itak ne moreš faliti, zato ker Bog, on hoče reči ful več, kot si ti misliš. Bog hoče zate nesti ful več, kot si ti lahko predstavljaš. Razumeš, da nikoli ne moreš biti prevelik optimist. Nikoli. Meni včasih ljudje obsojajo, da sem optimist. Hvala Bogu, boš kot da me obsojali, da sem pesimist. Ampak naj vam povem, jaz sem ful pesimist v primerjavi z Evsom. On je mega večji optimist od mene. Če ti misliš, da si optimist, ti si pikolo optimist, on je grande optimist. On ima tak plan zate, haleluja. Amen? Jaz verjamem v tazga Boga, haleluja. Ki je ful večji od vseh naših predstav, haleluja. Amen? Ki je toliko dober, da ko misliš, da veš, koliko je dober, si čist malo spoznal, koliko je dober, haleluja. Amen? To je naš Bog. Če to ne bilo res, mi ne bi danes tle sedeli, verjamete mi, haleluja. Mene zihar ne bilo tle, haleluja. Jaz bi se nek cvrl že malo nižji dol, haleluja. In hvala Bogu, da me je odrešil, haleluja. In me je odrešil zato, da še več ljudi odreši, amen? Da manifestira svojo slavo. In potem sem ga slavil in naenkrat, ko mi je to govoril, mi je govoril in naslednji citat prav, in naročajte mi za delo mojih rok. In v Novi zavezi, oziroma še v Stari zavezi, v Amosu nekje prav, Bog nič ne naredi, če najprej ne pokaže svojim prerokom. Zakaj, cerkev? Se vprašal, kdaj zakaj? Kako je zemljo ustvaril? Božja prisotnost je bila. Zemlja je bila brezoblična, se pravi, imel je eno materijo, ki je treba nekaj z njo narediti, kot kepo plastelina, če si kdaj bil v velikem pouku. In Sveti Duh je vel nad tem in Bog si ni šel rok mazati, cerkev. Kaj on naredil? Rekel je besedo. Puf! Naj bo luč in pah! Haleluja. Se pravi, Sveti Duh, v Božji prisotnosti si, ko njega slaviš, in ti on pove, in on prav, naroči mi zdaj mi pa govori, kaj ne delam. In kaj mu boš govoril? A neke svoje plane? Ne. Govoril boš, kar ti je Bog pokazal. Amen? In cerkev, Bog nam je govoril, da bomo zgradili Božje mesto. Haleluja. Amen? Zato smo začeli najprej z revijo. To je revija Božje mesto. Amen? Haleluja. Tako da imamo že en osnutek gradbenega načrta. Haleluja. In Sveti Duh bo zdaj tle zavel. Pa bomo začeli to govoriti, bomo začeli prerokovati. Haleluja. In pa začneš govoriti to, kar Bog govori. Haleluja. Bog, ki je Izaija pisal, on je to, da bojo še drugi preroki brali. In kaj bojo pol delali? To bojo molili, to bojo govorili. Dajte si na koledar, 11.1. V petek začnemo 3. letno konferenco krščanskih centrov. Pridi naš apostol Ešli Šmirer, začel bo v Šentjurju v petek ob 7. Potem se bomo preselili sem v soboto ob 6. Pol v nedeljo zjutraj gremo v Novo mesto ob 9. Pol se spet sem pridemo ob 6. nazaj. Ešli že čist našponan v duhu. Bog mu že ful govori, ful ga pripravil, nekaj se bo sprostil cerkev. In če mi vnaprej prerokujemo Božjo usodo, bomo ful sprejeli. Haleluja. Amen? To bo čas nadnaravnih premikov. Nadnaravnih. Haleluja. Amen? A je kdo kaj nadnaravnega doživel v 2018? Haleluja. Haleluja. 2018 še eno stavno prerokovala odprta vrata. Komu Bog odpiral vrata to leto? Haleluja. In pol naj naredimo pristajalno stezo, da bo lahko priletel njegov blagoslov. Haleluja. In pol, da bomo spoznali Svetega Duha, tako kot da ga do zdaj še ne bi spoznali. A ni res, da Božja prisotnost ful narašča? A ste opazili to? Dajmo en aplavz bendu, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Hvala ti, Jezus. Ker če imamo bend dober, amen, pol je upanje za nas. Amen.
Pol lahko surfamo na valovu Svetega Duha. Amen. Pol ujamemo veter in Bog deluje. In cerkev Viktor je prerokal, ne vas spomnim. Večina prerok cerkev se ne konča, kaj je konc leta. Se ne konča. Zato, ker mi ful prepočas sledimo preroštvom. Etko, si opazil, da smo ful počasni. Saj meni se tako zdi. Mogoče s tebi zdi. Spomnil se na ene čudovite ljudi, ki jih ni več z nami. In se rekel, tle gre ful prehiter vse. Ful. Kar naenkrat se zdaj te luči. Pol je vzvočen, pol je ti. Skozi se nekaj novega. Meni se zdi ful počasi vse. Jaz verjetno imel še ful več. Ampak pač moram turbino dati malo na pauzo, haleluja. Da Bog deluje, ne mi. Amen. Ker Bog naredi je ful božko, kar če mi delamo. Amen. In če lovimo Svetega Duha, cerkev, če hodimo v duhu, pol nam je vse mogoče, etko. Vam bom povedal, zakaj. Ker sem naprej slavil, ko mi Bog rekel, iščite me, in vam bo pol prebral še par besed, iščite me zato, kar se mora zgoditi. Sem pol v slavljenju, naenkrat je Božji ogenj padel name. Namesto, da bi molil pa to še naprej, sem ostal v slavljenju in naenkrat sem videl, da me ogenj použiva, da me bo použil ta ogenj. In sem videl tako, da se v prah spreminjam. In pol sem se spomnil, da v stari zavezi je žrtev prišla na oltar in pol je ogenj prišel in je použil žrtev, da jo Bog sprejel. A ste brali Elijo? Oni balovci delajo oltar, nič se ne zgodi. Pride Elija, pravi, Bog odgovori z ognjem, to je pravi Bog, naredimo oltar, naredijo oltar, pravi, zdaj pa polite ga ful z vodo, ful, vse polite z vodo. Don't rekli, da je veter pihal, pa da je bila ful suha zemlja, pa se je slučajno vnel ogenj. Ne, polite vse z vodo. Ful mi, otežite mi blagoslov. Ne mi pomagati. Nočem, da mi fotor kup stanovanje. Nočem, da mi stric kup nov avto. Nočem, da mi kdorkoli rihta službo ljudje. Puste me na mer, haleluja. Hočem videti, da me je Bog blagoslovil, haleluja. Amen? To je pravi blagoslov, haleluja. In ti pusti, da polivajo to z vodo, pride ogenj sam, vse použije. Od danes se je pa daleč nesel tole. In sem polil svoj oltar. In cerkev, in ko sem tako stal, mi je Bog govoril, ti si na oltarju, haleluja. Amen. Mi moramo zgraditi oltar, haleluja. Cerkev, oltar je tvoj odnos z Bogom. Oltar je, ko ti preživljaš čas z Bogom. Amen. In tam ni tvojega uma. Jaz sem rabil vsaj 45 minut, ko smo ga slavili, da sem svoj dal na pauzo. Ker mi je skozi nekaj utrujil. Skozi mi težil, pa kako boš to naredil, kako boste to naredili? To moraš malo, ti moraš narediti, to moraš delati, ti moraš delati, tret moraš delati. In kdo ve, ko tako razmišljaš, si čist neuporaben. In Jezus rekel, pa kdo od vas lahko svojo skrbjo en komod doda postavi? Nič ne moraš narediti. Ker Jezus ni rekel, zaupaj mi z vsem umom, na srce se pa ne zanašaj, ampak glih obratno. Amen. In po, ko sem ga slavil, sem videl, wow, jaz če slavim v Božji prisotnosti, sem na oltarju, haleluja. In kaj on naredi na oltarju, cerkev? On te použije. Amen. Bog te hoče použiti svojo prisotnostjo, haleluja. Amen. In kaj ljudje rabijo? Oni rabijo Jezusa, etko. Kdorkoli vidi tebe, se mora z Jezusom srečati. Amen. Amen. Oni ne iščejo še en set pravil pa obrazcev, kamor se bo lahko uniformirali. Oni se morajo z Jezusom srečati. Jaz, ko sem se z Jezusom srečal, leta 92, zdaj sem pa vse pripravljen. Vse. Sam s to, ko sem se z njim srečal. Če bi mi zdaj rekel, zdaj moraš pa z oranžno rjuho hoditi, bi z oranžno rjuho hodil. Če bi mi rekel, zdaj se moraš ustriči, bi se ustrigel. Hvala Bogu, nič tega mi niso rekli. Niti z enfom se mi ni bilo treba po čelu namazati. Nič. Ampak sam rekel si, da moram Jezusu slediti. Haleluja. In začel Jezusu slediti in bilo divja avantura. Haleluja. In cerkev, kaj je potrebno? Potrebno je, da ti prideš na oltar. Haleluja. Rimljanom, ali odaš na steno, Rimljanom 12.1. Haleluja. V Novi zavezi, prav, ko bomo na steni, bomo lahko brali, jaz sem tudi pozabil že citati. Prosim vas torej, bratje, po mnogom usmiljenju Božjem, da podate svoje telesa za živo
žrtev, haleluja. Amen. Se pravi, v novi zavezi ti postaneš žrtev, haleluja. A ni to the best? Ful vas nisem prepričal. Zakaj je to the best? Zakaj? Zato, ko bo ogenj prišel. Amen. In bo uničil vse. Haleluja. Noš imaš več problemov sam sabo. Amen. A ni to the best? A ni to največja svoboda, da si samega sebe osvobojen? Amen. Večje svobode ni. Haleluja. Hudič je že poražen, bolezen je že premagana, greh je že šel na križ. Vse, kar te še moci ti. Amen. Amen. In pustiš, da te Božji ogenj požira. A ni tako, da si ti tempelj Svetega Duha? Eno, pol ogenj pride v tempelj, haleluja. In kaj se ti zgodi, ko si použit, ko postaneš živa žrtev sveta, Bogu všečna, se zgodi to, kar je Jezus rekel, kdor hoče ohraniti svoje življenje, ga bo zgubil. Kdor pa zgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo najdel. Amen. In enkrat, ko daš vse Jezusu, kaj se ti zgodi? Vse dobiš nazaj. Amen. Več kot vse. Več kot si sam lahko zaslužiš, več kot lahko sam proizvedeš, ti da Bog nazaj, če mu vse daš. Amen. All in. A ste kdaj poker igrali? Daš all in pa zmagaš. Ampak najprej moraš vse zgubiti. Najprej moraš reči, vse en mi je, haleluja. In to je edino pravo življenje, cerkev. Čim imaš še nekaj, kar nisi dal all in, ti bo hoditi skozi na uno karto v pritisku. In skozi te bo že v cilju. Ali da si preveč neumen, ali da si preveč reven, ali da si premalo pravičen, ali da si, ne vem, premalo pošten, ali da si premalo ljubeč, ali da nimaš dosti tega. Pozab, bod all in, recimo mu sedu, daj all in. Daj all in, vse daj na oltar, haleluja. Vse daj na oltar. Leto 2019, daj all in. Amen. Meni to bo govoril, cerkev. Leto 2019 je leto za all in. Amen, all in, haleluja. Ne pokra začeti špilati slučajno, to ni Božja volja. Bog te noče prosperirati čez poker. To je demonska igra. Prava igra je igra tvojega srca, ko plešeš z Jezusom in prideš na njegov oltar. Postaneš njegov žrtev in on te použi. Kaj je največja zapoved? In pol, ko je njegov ogenj začel hoditi v meni, to se vse mi v viziji dogajalo v petek in nekako sem videl, da zginjam. Ko pepel postajam. In pol, vse, kar je v meni, je njegov ogenj. In ne znam povedati tega feelinga. To je fenomenalen občutek, ko nimaš več svojega mesa, ko nisi več omejen, haleluja, vse verjameš Bogu, fantastično se počutiš, če te ima kdo rad ali ne, ti je vse en, haleluja. Amen. Ti veš, da boš ljubil vse, haleluja. Amen. In v bistvu te, ki te ne marajo, jih imaš še rajš, haleluja. Medija Bima je rekel, ko sem v avto posodil, je rekel, zdaj te bom pa mogel nehati kritizirati, ko si mi začel pomagati. Rekel, ne, še naprej me kritiziri, ker ti bom še lažje pomagal, haleluja. Še bolj bom motiviran. Mislim, to je vse hec, to je vse hec. Ampak hočem ti reči, ko si poln ognja, ti ne rabaš nazaj nič. Etko, ti ne rabaš. Jezus je rekel, nisem prišel, da mi služim, ampak da jaz vam služim. Amen? To je največji užitek, cerkev. Ko postaneš živa žrtev, priješ na oltar, Bog te použi. Ne ti nekaj povem, če te je Bog použil, kaj to pomeni? To pomeni, da te je sprejel. Amen. A veste, da on ni použil Balove žrtve? No, ni použil, haleluja. Tako da to je ful blagoslov, da ti doživaš Svetega Duha. Amen. Vsakič, ko maziljenje pride nate, je to pomeni, da te je Bog sprejel, haleluja. Amen. A kdo čuti maziljenje v tej sobi, haleluja? A lahko čutiš res maziljenje tukaj not, haleluja. Božja prisotnost je tukaj, cerkev. On te hoče použiti, haleluja. On te hoče imeti zase. Kaj je največja zapoved? Ljubi Gospoda, svojega Boga. Kako? Z vsem srcem. Kaj naprej prav? Z vsem umom. Z vso močjo, haleluja. Z vso močjo, z vsem bitjem. Se pravi, all in. Amen, all in, haleluja. Vse not, haleluja. Moč, srce, bitje, vse not, haleluja. Ne rečeš, ne, zadnjič, ko sem bil pol ful razočaran. In pol ljudje pravi, ful sem verjel Bogu, pa mi je hčerka umrla.
Ful sem verjel Bogu, pa sem mi vseeno vzel hišo. A razumeš, da je bitka? A razumeš, da je vojna, haleluja? Ni Bog kriv za nič, kar si ti izgubil. Krivi smo mi, ki ne štekamo svoje avtoritete. Krivi smo mi, ki hodimo v svojem umu. Krivi smo mi, ki ne štekamo, kako sprejeti od Boga. Po veri, amen, ne po svojih delih, haleluja. In pol skrbimo, etko. In pol, Viktor, in pol, ko se mi vse to dogajalo, tako, wow, aha, to pomeni prva zapoved, da z vsem bitjem sem not, da sem cel not, haleluja. In kaj je druga največja zapoved? Je pa nje podobna, ljubi bližnjega kako? Kakor samega sebe. In to lahko cel življenje treniramo, etko. Cel življenje. Ker jaz najraješ imam sam sebe. Kako to vem? Najprej opazim, če sem jaz lačen. Najprej opazim, če sem jaz utrujen. Najprej opazim, če se jaz nimam fajn. Najprej opazim, če mene zebe, etko. Najprej opazim, če moj avto dela. Jaz se ne ukvarjam toliko s tem, a bi imelo avto dela ali ne. Mene bolj zanima, a sem jaz svoj avto zrihtal. A si predstavljate, da bi jaz razmišljal, najprej o bi imelo avto. A si predstavljate ta življenje, da bi jaz razmišljal najprej o drugih. A si lahko sebe ufuraš v to. Jaz ti povem, niti ene sekunde ne boš nezadovoljen. Niti ene, haleluja. Večina depresije pride, ko se primerjamo z drugimi in vidimo, kaj imajo oni, kaj mi nimamo. Etko. Namesto da bi se primerjal z drugimi tako, da bi rekel, kako jim lahko služim, kaj oni nimajo, pa imam jaz. Amen. Kaj lahko dam, haleluja. Ko ti povem, ni človeka na tej zemlji, da mu ti ne bi mogel nekaj dati. Ga ni, haleluja. Ker večina ljudi je bankrotirala glede odnosa z Bogom. Ta na bankrotu, haleluja. Pojma nimajo, ful so zaskrbljeni. Ful v srcu nimajo tazga miru, ko imaš ti, etko. Te lahko, ne vem, kva se zgodi, pa imaš not mir. Ti sploh sovražati ne moreš nobenega človeka, haleluja. Toliko si poln ljubezni, haleluja. Razumeš? Kjerkoli skrb pride, v 2 sekundah si jo lahko rešen. Sam predaš Evso, etko. Kdo še ni to izkusil? Amen. Tebi se življenje v 1 sekundi lahko spremeni. In vedno imaš to upanje, vedno imaš noter steber, Jezusa Kristusa, etko. Tako v tem svetu nič ne more proti tebi, haleluja. In zdaj, ko je prva zapoved izpolnjena, ko si all in, haleluja. In pol druga zapoved je pa, ko to neseš zdaj ven, etko. In kamorkoli prideš, si zdaj luč. Kamorkoli prideš, ljubiš svojega bližnjega. Kamorkoli. Ker kdo je tvoj bližnji? Vsak je tvoj bližini, haleluja. To verjamem. Vsak, na kogar si pomislil. Vsak, kdo je v tvojem svetu, v tvojem krogu vpliva. Vsak, ki se ga ti lahko dotakneš, haleluja. Lahko ga nikoli prej nisi videl, nima veze. Lahko ga že ful dolgo poznaš. Ampak kaj Bog hoče? Naročite mi za delo mojih rok. In pa sem razmišljal takoj v žetvi. Bog, žetov, haleluja. Govor mi v žetvi, haleluja. Mol bom za žetov. In pa se takoj spomnil citata, žetov je obilna, ampak česa je malo? Delavcev. In pa takoj sem pogledal, sem si videl, Bog nam glikar pošilja še 2 delavca. In pa sem pomislil, če smo mi na oltarju v cerkvu, ni treba, da smo Brazilci. Lahko si Slovenci. In če si na oltarju, kaj se ti zgodi? Ti postaneš njegov delavec. Ti si ta človek, ki bo pobral žetov. Zakaj? Ker kamorkoli boš pa šel, bo ljudje Jezusa v tebi videli. Amen. Kamorkoli. In ko si ti poln Svetega Duha, kaj se ti zgodi? Ja, on pride s tabo, kamorkoli greš. In to v cerkvu se bo ful dogajalo leto 2019. Amen. Pričakuj to. Viktor je prerokoval, da bo cerkev prišla tudi med vlado v narodu, da nam bo dal svoj TV, da bomo prišli do ful bogatih ljudi, da nam bo vrnil nazaj zgradbo, da bomo imeli Božje mesto. To nam je vse prerokoval. Da imamo ful veliko klicev, da vidi ful, da bomo ful misionarji, da bomo šli ful v narode, dol, Romunija, Bosna, Srbija in še okoli. Potem Ron Brown
če se ga spomnite, ta šerif iz Kalifornije, ki vodi Teen Challenge. Ful spet, Bog med narode, avtoriteta, na vseh nivojih družbe nas Bog pošilja. Potem Sharon Stone je februarja 2015 prerokovala, da vstopamo v 4 leta rane žetve, zgodnje žetve in to se bo končalo. Kdaj? Februar 2015 plus 4 koliko? Je februar 2019. A je to možno, da čez 2 meseca se bo končalo delo rane žetve? Kaj pride pa za rano žetvo? Hvala Uroš, bom vzel, da noš svoje nagrade zgubil, haleluja. Je kar hladno. Ne zdaj vsi rate džajni. Kdo je že, ne gre to naokol, haleluja, jaz smo dosti. Kdor si upa piti za mano. Vzemite, da še jaz dobim nagrado, haleluja. To je prerokovala, se pravi, mislim, da je Nataša enkrat si imela besedo, 2020 bo pa ful mega prodor. In to veliko prerokov govori. Se pravi, da imamo samo še 1 let, nekje čez po Sharoni probi, čez 1-2 meseca se konča rana žetva in se bo ful več dogajalo. In zdaj se bom vrnil nazaj na ta oltar, ker sem prišel domov, do 1-2 nisem mogel zaspati, toliko sem bil še pokonzumiran z Božjo prisotnostjo in sem se spomnil, da je Viktor nekaj govoril o oltarju. Dajmo si to prebrati. Viktorjeva zadnja preroška beseda v krščanskem centru je bila julija 2017. In bi si rad tole pogledal iz 1. Mojzesove 26, 12 in 13. Izak je sejal v tej deželi, tisto leto je prejel 100 terov, tako ga je Gospod blagoslovil. Mož je obogatel in potem še in še bogatel, tako da je bil silno mogočen. Amen? Silno, kaj on naredil? Namesto da bi bežal stran iz dežele, kjer je bila suša, je rekel, nač, tukaj bom ostal in bom sejal in nasprotil vsem naravnim okoliščinam, bom verjel Bogu. In isto leto cerkev je 100 terov požel nazaj, a ni faca. To je naš zgled cerkev, to je naš sorodnik, to je tvoja dediščina. 13. Mož je obogatel in potem še in še obogatel, tako da je bil silno mogočen. Zdaj si pa pogledamo skrivnost njegovega uspeha v 25. vrstici. Se pravi, isto poglavje, 25. vrstica. Tam je Izak postavil oltar, a lahko rečete oltar. In klical Gospodovo ime, razpel je svoj šotor, a lahko reče šotor. In Izakovi hlapci so tam izkopali vodnjak, a lahko rečeš vodnjak. In tukaj je vrstni red, ki nam ga je dal Viktor, ki mi ga je Bog potrdil v petek, najprej oltar cerkev, najprej. Najprej me je oltar. Če nimaš oltarja, kaj se ti bo zgodilo? Bog te bo ful blagoslovil in hudič te bo ukradil nazaj. Amen, a vam je znana zgodba? Ful si blagosloven in misliš, wow, in pol čez 1 mesec več noč tega, etko. Si še bolj v bedu, kakor prej te je Bog blagoslovil. Zakaj? Ker nisi čuval to na oltarju, haleluja. Razumeš, oltar je, ko ti ne preživiš dneva brez Jezusa. Ti se moraš vsak dan srečati z Jezusom. Vsak dan, haleluja. Kako je to mogoče? Če dalje lažje. Če ne zanemarjaš odnosa z Bogom, ti če dalje lažje imeti odnos z Bogom. Amen. Jaz sem si mislil par let nazaj, zdaj, skozi bom mogel imeti odnos z Bogom. Zakaj ne bi toliko blagosloven, da mi več nič ni treba moliti, nič razmišljati o Jezusu. In vse se kar samo dogaja, jaz pa lahko lenaram. Etko. In pol vero uporabljamo za to, da se bomo mi fajn brez Boga. To ni dobro, cerkev. Mi ramo Boga vsak dan. Moj oltar, ko imaš ti oltar, pomeni, da moliš, slaviš Boga, si v njegove prisotnosti. Če imaš družino, če si poročen svojo ženo, molita vsak dan, vsaj 10-15 minut, vsaj. Prita Božja beseda, če ne, kakšen je vajen oltar, razumeš? Razumeš, da ima tle tarčo na čelu, kamer hudič lahko svojo raketo pošlje, takole mu kažeš, lej, nimam oltarja, pič me, haleluja. In pa bo hudič prišel k možu, mu rekel, le, kva je tvoja žena gada, le, kva je za nič, le, kva je tečna, le, to je čarovnica, ti si čarovnica poročil.
In pol žene govori, ma tvoj mož je prav loser, to je totalna nelomba. Že 2 meseca samo kanale šalte na TV. In pol obema laže, ker nimata oltarja. Razumeš, to rabaš oltar, haleluja. Oltar, haleluja. Jaz sem rekel, mol, da ne padeš v skušnjavo, etko. Tebi ni treba v skušnjavo pasti. Niti treba, če imaš oltar. A veste, kaj je meni duhovni oče od Ashleyja rekel? Ki je prišel v Anglijo pridigat in v tej hiši, kjer sem jaz stanoval, je ti po kosilu prišel pa začel posodo pomivati. Ful velika posoda, ne koliko crkvanec bil, biblični šol, on tam pomiva posodo. Ne, v bistvu jaz sem mogel posodo pomivati, ampak ti pa je prišel zraven in mi je pomagal. In sem rekel, ma ne, pust, lej, John, pust, ne. Kaj John Wayne izgledal, ni mu ime John, ampak meni je bil čisti John Wayne. In sem rekel, pa daj, pust. Kevin, pust. Rekel, ne, daj, please, lahko. Sem rekel, dobro, daj. In pol mi je razlagal. In rekel, Klemen, jaz živim 3 leta vnaprej. Jaz živim 3 leta vnaprej v danes. Jaz to, ko bom zdaj 3 leta živel, sem že vse odmolil. Jaz gradim v duhu. To je oltar. Kako te bo pol hudič ukradel? Sprašuj me za prihodne stvari. Moj odnos s Bogom. Kaj je jaz rekel? Poslal bom Svetega Duha in pol boste imeli kljukico, da govorite v novih jezikih. Ne. Rekel, on vam bo pokazal prihodne reči. Amen, se pravi, Sveti Duh, kaj je njegov glavni job? Da ti pokaže, kar hoče Bog narediti v tvojem življenju. On ti hoče prihodnost kazati. Razumeš? On ti hoče pokazati, kako te Jezus vidi 3 leta v danes. In ti hoče pokazati, kje korake moraš jutri narediti, da boš čez 3 leta tam. Amen. Jaz nisem tam kot Kevin. Jaz ne živim 3 leta vnaprej. Ene stvari imam mogoče 10 let že vnaprej, ampak pot do tja imam pa čist nerazdelano. To moram pojačati svoj oltar. Amen. Na oltarju ti prerokuješ, na oltarju ti moliš, na oltarju ti zapoveduješ, na oltar ti priješ pa rečeš, hudiš, zahtevam 7-krat nazaj. In to mi je Bog govoril, če bomo zahtevali na nebeškem sodišču, nam bo vse 7-krat povrnjeno. Sam se nov zgodil, če nov zahtevu. Ti moraš priti z legalnim primerom, priti pred nebeško sodišče in zahtevi vse, zahtevi zdravje nazaj, zahtevi finance nazaj, svoje odnose nazaj, vse zahtevi nazaj, haleluja, 7-kratno, amen. Mi zahtevamo, Gospod, 7-krat nazaj, vse, kar nam je hudič ukradel v letu 2019, haleluja. Leto restitucije in obnovitve vseh stvari, haleluja. Zato, ker se oltar gradi v naših srcih in v naši cerkvi. In drugič, ko imaš oltar, kaj je druga točka? Šotor. Šotor je tvoj plac. Šotor je, kjer imaš ti družino. Šotor je, kjer ti hodiš v cerkev. Razumeš, če hodiš v cerkev, kjer učijo, da ozdravljenje ni del evangelija, boš zelo težko ozdravljen. Če hodiš v cerkev, kjer učijo, da so težki časi pred nami in da nam bo vsem še ful slabše, ti bo še ful slabše. Ti pa je tu šotor, kjer se gradiš, kjer se hraniš, amen. Hvala Bogu za vse, ki smo skupaj v njegovem šotoru tukaj, amen. In šotor je tudi tvoja družina. Imej mir v svoji hiši, haleluja. Poskrb za svojo družino. Prerokuj nad svojimi otroki, haleluja. Ukvarji se s svojim možem, svojo ženo, haleluja. Zakaj? Da boš tvoj šotor blagoslovljen. Imej šotor v redu, sprav svoj šotor, haleluja. Ful pomemben. Ker če imaš samo oltar, pa imaš v šotoru problem, kje te bo hudič napadel? In pol kaj se ti bo zgodil, še oltar bo začel šepati, razumeš? To najprej oltar, drugič šotor, tretjič vodnjak. Kaj je tretjič? To je pa delo. Se pravi, Bog bo blagoslovil česar, ko se boš ti lotil, haleluja. A si kdo to želi? Da v karkoli si ti vključen, ta job uspe. Amen? Karkoli. Vsi pravi, ja, tle sem da. Ne, tukaj bo vse raslo, tukaj sem jaz tle, haleluja. Amen. Amen. Te bojo zaposlili, bo rekli, lej, ful smo slaba firma, nič več, haleluja, ker sem jaz tukaj. Zato, ker imam oltar, sem v šotoru in zdaj sem prišel in česar, ko se bom dotaknil, bo prosperiral. Amen. A se lahko gledaš v 2019? A se lahko gledaš kot ful uspešnega človeka, haleluja? A razumeš, da za Jožefa je pisal, on je prosperitaš, ki je bil v verigah vklenen in prodan v suženjstvo. Zakaj?
ki je imel tle noter nekaj, haleluja. Tle noter je imel oltar. Razumete? Ven šotora so ga vrgali, ampak nima veze. On je še naprej prosperitaš, ki nosi v srcu Božjo usodo, haleluja. In samo vprašanje časa, kdaj bo zavladal. Samo vprašanje časa, kdaj bo reformiral narod. Amen? Amen? Reč, Bog, jaz hočem biti na tvojem oltarju. Jaz hočem v 2019 biti živa žrtev, sveta in Bogu všečna daritev in moj prenovljen, da lahko spoznam popolno Božjo voljo, da sem sinhroniziran s popolnim Božjim načrtom, da vse, česar koli sem dotaknem, prosperira. Jaz verjamem, da bo vse prosperiralo, česar koli se bom dotaknil. Hvala ti, Gospod, da si že premagal hudiča zame. Hvala ti, da ni nič na tem svetu, kar bi me lahko ustavilo. Zato se tudi sam ne bom ustavil. Ampak bom dovolil, da me ti použijaš, da sem živa, prijetna, tebi všečna daritev. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. En moj čudovit zgled, Jerry Saville, ful pridigar, karizmo, zgodovino in tako naprej. Tip daje, tip je ful, on je znam potem ful daje, vsi okoli njega so blagosloveni. On je že toliko motorjev, avionov, ne vem česa vse je že podaril. In kar raste, kamorkoli gre. In njemu vsak let da Bog besedo nekje novembra, oktobra, novembra za naslednje leto. Za leto smo govoril, to je leto znamen, čudežev in nenavadnih manifestacij veličine našega Boga. A ni dobro? Se pravi, to je leto znamen, čudežev in nenavadnih manifestacij veličine našega Boga. Pa si predstavljaš, da se ti zjutraj zbudiš, pa namaz da rečeš, spet moram našiti, rečeš, haleluja, danes je dan znamen, čudežev in nenavadnih manifestacij veličine našega Boga. A se upa kdo verjeti v tej hiši, haleluja? A se upaš verjeti, da je leto 2019 leto zate znamen čudežev in nenavadnih manifestacij veličine našega Boga. Se upaš to verjeti? Jaz ti povem, lahko se ti zgodi. Zakaj? Ker vse mogoče komu? Tistemu, ki je dosti dober. Ne. Tistemu, ki veruje. Haleluja. Amen. In kako boš to obdržal? Tako da prihajaš na oltar. Ko vidiš, da nekaj ni v tvojem življenju v redu, kaj Bog naredi? Janez 15. On obrezuje mrtve veje. Ne. Haleluja. Mrtve itak odpadejo dol. Pust mrtve, haleluja. On obrezuje te, kar rodijo sad. Zakaj? Da rodijo več sadu. Amen? Naj nas Bog obreže. Amen? Namesto da delamo 80% stvari, ki ne rodijo sadu, pa 20, ki rodi sad. In ponovadi je tako. Ponovadi od 100% stvari, v katere smo vključeni, 20% dobri. Ostalo smo pa čas zgubljali, pa ni uspel, pa gor. Ampak ne se, ko te pa Bog obrezuje, se pa ta procent malo menja. Je pa ful manj tega, ki ne rodi sad. To pomeni, on obreže to mladiko, ki že rodi sad. Zakaj? Da bo še več rodila. Da bo še manj zgubljala energije s stvarmi, ki ne rodijo sadu, da se bo še manj družila v napačnih krogih z ljudmi, ki jo vlečejo v temo, da te obrezuje, da si šel manj poslih, ki ne bojo produktivni. Da še manj neumnosti razmišljaš, pa delaš stvari, ki ti kradejo blagoslov in pustiš, da te on obrezuje. In to je ful blagoslov, ki te reš stvari, ki ne delujejo. Amen? A si kdo želi to? Jaz si ful to želim. Haleluja. Reč mu, Jezus, hočem vse, kar imaš zame. Nočem nič, kar ni tvoja volja. Hočem biti razprodan zate. Haleluja. Karkoli ti rečeš, to je meni všeč. To je moja hrana. Haleluja. Moja hrana ni potica in klobasa. Moja hrana je, da izpolnjujem tvojo voljo. Haleluja. Hvala ti je za 2019. Haleluja. Hvala ti je za 2019. Haleluja. Leto čudežov, manifestacij. Haleluja. Hvala ti za 2019, Oče, da bomo izpolnjevali tvojo voljo v 2019.
Da se na koncu 2019 ne bomo prepoznali, haleluja. Tako, wow, kaj je Bog naredil, haleluja. Kakšna žetev je prišla, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, poveš nas, tako eno, na en oltar skupaj, Oče, brate in sestre, Oče. Da noben ne gleda to, kar je njegovega, ampak da vsi prispevamo sleherni ud v izgradnjo celega telesa. Da skupaj dospemo do dovršene mere zrelosti v Kristusu, Oče. Da se ti utrdiš v nas, Oče, vsa tvoja mogočnost. Oče, vsa tvoja znamenja, čudeži, nenavadne manifestacije, veličine, tebe, naš Bog, haleluja. Povsod, kjer smo, haleluja. Hvala ti za tvojo prisotnost v tem letu, da narašča. Hvala za tvoje maziljenje. Oče, a je kdo lačen, cirko? Ste kaj lačni? Bog lačen, haleluja. Če nisi lačen, bo zelo malo stvari Bog naredil. Bog tlačen Boga v tem letu. Reč, Bog, hočem še več tebe, haleluja. Hočem še več tvojega maziljenja. Še več tvojih znamenj in čudežev čez mene, haleluja. Še več tvoje slave v mojem življenju. Kaj, če bi se vsak jutro zbudil pa rekel, Bog, hvala ti za tvojo slavo v mojem življenju. Pokaž mi svojo slavo, haleluja. Da si jo izlil mojega duha, haleluja. Da mi nič ne bo nemogoče v 2019. Amen. Boste vsi ful blagoslovljeni. Kdorkoli ima čas, bomo jutri praznovali nov let tukaj noter.